Ura je 7, večina jih še spi, ker je sobota, ampak nas pa čaka ena zanimiva dogodivščina ta vikend s familijo oziroma še s prijatelji. Se odpravljamo v Budimpešto na Christmas market in nekako se je vse tako dobro išlo, da je Ford lih takrat nama namenil testen termin za novega turneja customa in to še hibrida, tako da ga bomo res do dobra izkoristili, do dobra sprobali na tej dolgi poti. Zdaj ga moramo pa najprej odklopiti, ker se je lepo filal čez noč. Plug-in hibrid, tako da v bistvu samo odklopiš, zapreš in šibaš. Pa še ful je fajn, ker se da v aplikaciji ali pa tukaj noter v meniju naštimati, da se kabina začne segrevati ob določeni uri, tako da tle noter je že toplo in smo kar ready to go. Zdaj, ker imamo kombi, gremo kar 2 familije z njim, tako da najprej se odpravimo še do Kamnika, da poberemo Jureta in družino, pa vam pa pokažem že kaj več o tem kombiju. Če lahko sam rečem, vreme doma je bil veliko boljše kot tele v Kamniku, ampak evo, so far. Zdaj imam na način, da v bistvu avto ohranja baterijo, se pravi ne porablja oziroma samo uporablja na tak način, kakor če bi bila čisto prazna. Tako da zdaj je bilo skoraj 60 km, od tega 11 na elektriko, pa je poraba povprečna 8,2. Zdaj, ko bomo pa tle pobrali še Jureta in ostale, pa bom pa dal v bistvu na ta hibriden način, tako da bo avto v bistvu sam porabljal oziroma upravljal s tem, ali gre na baterijo ali gre na motor. Evo, Jure zdaj še pakira. Tle imamo sonce, dol v Kamniku ga ni, kva ste to zrihtali? To je prednost hriba. Dobro ste zrihtali. V glavnem, ja, prtlažnik ni največji, ne, ampak, če si mal iznajdljiv, gre, zato ker pač, še vedno imamo pa orang placa za potnike, tako da, če ne drugega, lahko tudi pod otroške sedeže daš noter, ne. Če si malo boljši v Tetrisu, spraviš pa še veliko več noc. Evo, takole tle gre še pri nogah, otroški sedeži, naštiman. Tle imamo na sredini tega smo kar polegali, zato ker nas ni toliko. Pa še tle zadnji pride en otroški sedež. Pa 2 ženi, a ne? Žene, doma pustim. Vse smo napakirali, vsi smo noter. Zdaj pa nas čaka 444 km tle z Kamnika. Se pravi, 4 ure pa pol, če bo sreča. Verjetno kakšno minuto več, ker se bomo tudi malo vmes ustavili. Ampak, evo. Tako da, zdaj pa sem dal v ta hybrid mode, tako da bo avto v bistvu sam nekako uravnaval uporabo oziroma uporabo obeh motorjev. Tako da se javimo kaj na poti. Evo, zdaj smo na meji z Madžarsko, to sicer ni še lih pol poti do Budimpešte, ampak približno, tle smo zdaj še natankali, kolikor je porabil. Prevozili smo 270 km, od tega mislim, da več kot 50 na elektriko. Baterija je sicer zdaj strošena, tako da dela v bistvu samo še to, kolikor se regenerira. Poraba povprečna je pa še vedno pod 8 ml, kar je za atmosferskega bencinarja res nizka. Drugače pa, kaj ne rečem, udobna vožnja, vsi se imamo ful dober, polnilcev, kolikor hočeš, odlagalnih površin, tako da imamo vsi za pit, za jest, pač vse, kar človek rab na takem road tripu, tako da zdaj je pa že res zebe, ker ni vreme čisto nič boljše, kot prej v Kamniku, pa po cel pot zdaj tukaj v bistvu je bila megla, tako da so še ogledala zmrzvala vmes, tako da gremo nazaj pa gremo naprej. Čaka nas še 250 km, tako kot sem prej rekel, pač obdobja tle ne manjka, tudi odlagalnih površin, pa ogromno teh USB-C vtičencev po celem avtu, tako da res pač skoraj vsak lahko, vsak lahko fila svoj telefon, pa še za kaj ostane. Tle pod mojim sedežem je tudi 230 voltna vtičenca. Jure zdaj laptop fila, ki je še malo na šihtu zraven, tako da je tudi mobilna pisarna praktično, ne. Moram pa pohvaliti tudi asistenčne sisteme, zato ker pač ta driving assist, se pravi lane assist, blind spot, pa radarski tempomat res super delajo. Smo sicer kar srečani, nobene gužve, tako da se pač avto samo pele naprej, ampak tudi taka zmanjšana vidljivost ga v bistvu nič ne heca, tako da ful dober. Zdaj smo natankali, tako da, se pravi 250 km pa 250 nazaj, range nam kaže pa več kot 600, tako da brez problema samo na benzin, ker pač predvidevam, da tam v garažni hiši ne bomo imeli polnilence, tako da pač, zdaj ta hibriden sklop bo delal samo na benzin, razen pač, kar bo uspel nazaj dobiti z rekuperacijo. In meni je ful všeč, moram reči, da sem kar pozitivno presenečen na tem, kako se obnaša ta sklop, predvsem pri speljevanju pa pri tej mestni vožnji, ker je dejansko vse skupaj bolj odzivno, kakor pa kakšen dizel, ker je že od nule ta navor prisoten od elektrike,
90% te poti je bilo tako, da smo se že malo sprašvali, če sploh kakšna živa duša tlele, ampak evo, zdaj smo pa prišli nekam, kjer se je lih kar še nesreča zgodila. Da se sploh ne znajo razvrščati, lih neki ful. Pač policaji hodijo po desni, gasilci po sredini, še rešilci, tako da. Ampak, kar hočem povedati, zdaj imamo v bistvu šele prvi primer, da dejansko se furamo počasi na elektriko, zato ker prej praktično je bila res potovalna hitrost skozi 130 in pač ja, hibrid sploh ni prišel do izraza, pač smo se vozili na bencin. Pa zdaj v bistvu je pa ful bolj prijetno, ful bolj easy tako se voziti sam na elektriko, kakor je še ostalo. In ja, nič nam ne manjka, tako da zdaj pa ja, videl, kaj se bo tle zgodilo, koliko časa se bomo premikali tle vmes in to je to. Ja, Ampak tole je pa kompozicija, no, če lahko rečem. Ampak je pa spoiler, no. Evo, Budimpešta. Tam je še eno ostalo, da se bomo še izradili. Zdaj se pa premikamo 100 metrov na 10 minut tlele, ampak evo, tle imamo že enega Porscheja, tle imamo dva G-Wagna, kar malo boljših hotelih, tako da nekaj je že za videti, tudi od avtov. Kaj praviš, Jure, kjer ga bi? Teda te dva oba. Jaz se zberem zelenega, ti pa črnega. Komu, sem za. Evo ga, prispeli smo. Zdaj smo najdeli eno garažo z dobrim parkingom, tako da je kar veliko placa, pa da je v bistvu na robu. Tako da, zdaj se moramo pa v bistvu najprej zrihtati, pa spakirati stvari, pa nesti do našega stanovanja. Klasična Budimpešta zgleda, da te bojo nekje oropali tlele, ampak naj bi bil noter pa lep stanovanje. En je pozabil se izpisati iz svojega YouTube accounta, tako da hvala za nov subscribe. Benem tudi, če vi še niste, a ne, pač. Kar, aha, kjer jezik je to? Subscribe, to je to. Zdaj smo se pa končno spravili ven, tako da gremo malo pogledati po marketu. Jaz bom samo malo B-rolla posnel, ker bomo tukaj 2 dni in ne bi rad utrujal cel cajt samo s tem. Tako da po tem muski, po tem editu se vidimo na poti nazaj. Zjutraj je prišel prej, pa bi si lahko to mislili. Tam smo najdeli celo en parking tlele čist pred našim Airbnb-em, da smo sam kufre noter zložili, drugače parkirali smo v garažni hiši v centru in je prišlo, mislim, da nekih 58 ali 54 evrov za cel vikend, kar se mi ne zdi toliko veliko, glede na to, da smo pač lahko kombi not spravili, so tudi cenejše neke manjše garažne. Ampak v glavnem, evo, če na hiter povzamem, zdaj, prvo vprašanje se vam bo zdaj porajalo, je gužva. Ja, sam jaz sem tega mnenja, da če si ti tudi tam, pa si tudi ti del te gužve, tako da se nimaš pravice pritoževati, tako da pač lej. Je lepo, veliko ljudi pride pogledat in to je to, a ne. Tako da, kar se tiče ponudbe, hrane in tega, se mi zdi, da je pač ful pestro, ful različno. Malo moraš sicer tudi paziti, da se kje ne nategneš s čim, ker mi smo imeli danes kar burno noč z želodci, ampak pač tako je, nimaš kaj. Drugače pa cenovno se mi pa tudi ne zdi sploh praktično nobene razlike napram kakšni Ljubljani ali pa kaj takega, tako da meni se je zdelo kar vredno, da smo šli pogledat, no, tako da ful fajn smo se imeli. Zdaj pa začnemo našo dolgo pot nazaj še prej, pa se ustavimo še na eni ful zanimivi lokaciji, tako da se vidimo tam. Zdaj pa preden vam pokažem, kaj jaz vidim na drugi strani, bomo zdaj na hiter pogledali še ta prave specifikacije tega Tourneja Customa. V glavnem, v tem primeru gre, tako kot sem že rekel, za plug-in hibrida, se pravi 2,5 litrski bencinski atmosferski motor, pa zraven še elektromotor z baterijo 16,5 kW, mislim da, tako da realno tam nekje 20 do 30 km po mojih izkušnjah naredite samo na elektriko, pa obenem pa tudi, če imate pač tak mešan cikl vožnje, da veliko zavirate, pa se tudi ta energija hitro spravi nazaj in jo lahko spet porabljate za vožnjo po mestu,
kar je v bistvu ful fajn. Ta kombi mogoče ni bil idealen za tale trip, kar se tiče pogona, verjetno bi dizel imel celo manjšo porabo, ker smo imeli res tako konstantno avtocestno hitrost, tako da pač, kaj elektrike zmanjkalo, smo šli samo še na bencin. Ampak, overall, za tiste, ki pa mogoče delajo malo bolj mešano vožnjo, je pa tole res dobra stvar, zato ker mene je ful presenetila ta odzivnost pri speljevanju, pri nizki hitrosti, ker ti elektrika res pomaga in je vse skupaj res tako ful dober. Zdaj pa sam še na hitro pogledamo tiste glavne značilnosti tegale. Meni je ful všeč barva, pa veste zakaj. Tlele spredaj imamo tale ChargePort, polne LED luči, na voljo so tudi matrične, ta jih sicer nima, ampak vseeno izgleda ful lepo. Pa imamo tukaj tale 19-palčna platišča, ki ga naredijo res nekaj posebnega. Meni se zdi, da s tem modelom customa, ki ga je Ford naredil, s temi platišči, pa če je še črn, res vrhunsko. Druga stvar, ki mi je ful všeč, obe ti drsni vrati sta električni, tako da jih lahko noter na tipko, na ključ ali pa takole potegnete in tlele noter se skriva malo morje prostora. Sedeži so tudi pomični, tele trije spredaj so v bistvu samostojni, zadaj je pa en samostojen, pa ena klop, tako da jih lahko pa tudi premikate naprej nazaj, obračate okrog. V glavnem prostora tukaj ne manjka. Fajn je tudi, da ima tale oken tukaj ta senčni rolo, tako da če otroci spijo, ga lahko dvignete in je noter kar precej temno, pa še itak zatemnjene, tako da vrhunsko. Kar se tiče prtljažnega prostora, pri tej L1 izvedbi ga je seveda malo manj, če imate noter vse razpoložljive sedeže, če jih date pa ven, recimo zadnjo vrsto, bolj se pa ta zadeva znatno poveča. Ampak tisti, ki rabite pač za 7 ljudi, lahko kupite tudi L2 podaljšano izvedenko, ki pač prinese ogromno več prtljažnega prostora. Imamo tudi vlečno kljuko, mislim, da je to na 800 vlečna sila, tako da tukaj niso nič šparali. Drugače pa ja, to je po moje to, zdaj pa še zadnja stvar, pridite z nama z Juretom. Evo Jure, kje sva? Trenutno smo pred Parkside trgovino, po moje, da je edina trgovina, kar jaz vem, da obstaja, no? Na Madžarskem pred Budimpešto. V glavnem, treba noter pogledati, zakaj bo zapravljal ves denar. No, če imamo pri nas v Lidlu par stvari vsak teden, zdaj imajo vse stvari vsak teden. Rabiš mogoče kakšno gredo? Ne. Kaj si sploh prišel? Prišel sem po stvari za delavnico. Mogoče varilni aparat, pa detektor kovin za... mislim, da gre ne. Tukaj vidite zate, ki se avtomobilski navdušenc za meritev debeline laka. Ja, a je to Tornador? To je Tornador, res je. Standardnim priklopom na zrak. To je to. Ja, naprej. Vijačniki, tle še muznike ali pa karkoli, reskarji, električni, zabrušenih svedrov, vestov, stojalo, pomnilci za baterije. Hudo. Vrečka za sesalnik. Kaj je to? Še več. Brus. Wow. Jaz se tle ne bom kaj preveč snimal, zato ker Jure je, kot vidite, čist preveč navdušen na to trgovino, tako da... Ne je že zadnjič Primož prinesel ful orodja, ki je bil na Madžarskem, tako da danes je bolj Juretova šansa. Najhuje od vsega je, kaj treba pa vse cene pa zdaj malo preračunavati. Kaj imaš to? Kromski svedar, za bormašino, diamantni. Super. Za keramiko lukno dela. Evo, na slovenski strani še zadnje javljanje. Kar do dobra smo ga spraznili, evo. 58 litrov je šlo noter, tako da danes pa čaka samo še pot domov, avto vrnemo in Budimpešta je za nami.